Temu se reče pa samozavest. Pa ne govorim o svoji, ker sem ta moment kar fajn prestrašen, čeprav po drugi strani uživam. Govorim o Subarujevi samozavesti, ker sem na premieri novega Foresterja in so nas spet peljali na zelo zahteven poligon pokazati, kaj njihov avto zmore. In ker je Forester dejansko pri nas njihov najbolj terenski stroj, tole ni mačji kašelj. Me pa v bistvu spet najbolj skrbi, da ne bom presekal kje gume ali pa popraskal kakšne felkne, ker sam pogon deluje tako zanesljivo, da je celo premagovanje takšnih preprek totalno simpel. Wow, tole pa Subaru res obvlada. Verjamem, da na znamko Subaru pomislite redko, ampak prodajne številke kažejo, da je v bistvu zelo uspešna. In tole je eden njihovih najpomembnejših modelov. Forester je v 27 letih po svetu prepričal že 5 milijonov ljudi, samo v Evropi skoraj 400 tisoč. Tole je njihov avtomobil za greš kamorkoli in počneš karkoli. Se vidite, kako imam zapacane gume. In čeprav ne zgleda tako brutalno kot kakšen Hilux ali pa Ranger, v praksi ni kaj dosti manj zmogljiv. Zdaj je od tal oddaljen že 22 cm, kar je samo malenkost manj od ravnokar omenjenih. Previsi so kratki, zato je na terenu v bistvu zelo sposoben. Pa hkrati ni tako glomazen ali pa štorast in zato je v praksi celo bolj uporaben. Malo manj kot 4,7 metra je dolg, da si boste lažje predstavljali za potnike. Je več kot dovolj prostora, no prtljažnik pa ponuja povprečnih 508 litrov, ampak je to v bistvu dovolj, sploh če upoštevam, da gre za hibrid s 4-kolesnim pogonom, kar pomeni, da so v avtomobilu določene komponente, ki vzamejo nekaj prostora. No zdaj v tej novi generaciji je bolj modern za pogledati, čeprav najdem kar nekaj podobnosti s prejšnjo, sploh tamle zadaj, ker mi je dejansko všeč, da je ostal tak prepoznaven. Notri je modern, prostora je veliko in velik je tudi tale sredinski zaslon, ki je postavljen pokončno, pa precej lepo integriran v celotno okolje. Vmesnik nekaj prilagajanja sicer zahteva, ampak se ga zahteva že vsak nov avtomobil, ni tako. Takoj lahko povem, da ima Android Auto pa Apple CarPlay, to bo marsikomu zelo pomembno. No, meni so pa pomembne bližnjice za izklop nekaterih motilnikov, ta jih ima, tako da v bistvu vse pod kontrolo. Tudi dobro je narejen, tale usnje lepo paše, ta barvna kombinacija je fina. Simpatičen je znotraj. No. Najbrž lahko še petam, pa me boste vsem dobro slišali. To pa zato, ker so se pohvalili, da je karoserija zdaj 10% bolj čvrsta, bočnega nagibanja je za 44% manj, no predvsem pa so za 39% zmanjšali hrup blažilnikov. Zato je spredaj notri avto zdaj bolj tih za 3,4%, zadaj pa za 12,5%. Upam, da ste ponosni. Mislim, name, da sem si zapomnil toliko podatkov. Sicer pa, ja, čist prijetno tih je med vožnjo. Predvsem pa še vedno lahkoten in čist nič štorast na cesti. Pa še vedno zelo lepo udoben, ker je v veliki meri zasluga bokserskega motorja, ki je postavljen nižje, posledično je nižje lahko tudi težišče in blažilniki dejansko ne rabijo biti tako trdi, pa vseeno ni veliko nagibanja. To je ena od velikih prednosti vseh Subarujev, res so kul zapeljati, tudi občutek na volanu je še vedno zelo mehanski, tak zelo zanesljiv. Obenem ima še stalni simetrični 4-kolesni pogon, ki je zmogljiv že v osnovi, no z vklopom funkcije X-Mode pa v bistvu še dodatno prilagodi delovanje in je skoraj nepremagljiv. Tudi funkcijo za počasno spuščanje poklancev navzdol ima zdaj po novem. Edina stvar, nad katero mal viham nos pri Subarujih zadnjega desetletja, so pogonski sklopi. En pogonski sklop v bistvu v tem primeru in sicer gre za 2-litrski atmosferski bencinski motor, ki je povezan z elektromotorjem. Bencinar zmore točno 100 kW moči, to je 136 konjičkov, 12 kW potem doda še elektromotor, no skupna sistemska moč pa je 110 kW oziroma 150 konjičkov. Po občutku lahko rečem, da je zadovoljiv, ni pa nič posebnega pri zmogljivosti, je pa to v bistvu edina opcija in zato lahko precejšnja omejitev. Enako je v bistvu v ponudbi samo neskončno stopenjski samodejni menjalnik Lineartronic s 7 vnaprej sprogramiranimi prestavami, tako da blazen se ne dere ves čas, ok je, ni pa nič posebenega. Evo, pa tole brcanje pod prtljažnik zdaj prvič obvlada. Če boste po uspešnem gozdarskem delu imeli polne roke, pa boste v svojega gozdarja želeli nametati tista drva, ne bo noben problem. Brcnete, pa se vrata sama odprejo.
Aha. Pa zaprejo tudi. Umazal sem ga pa toliko, da upam, da ne bo kdo hud.